Živijo, jaz sem Boštjan Ahvar in to je podcast podrobnosti, jubilejna 50. epizoda podcasta, ki ga delam skupaj z slovenskim podcast kraljem, carjem, sultanom, kaj še imamo? Ne vem več. Poglavarjem. Poglavar, tam je všeč, ta je nova. Podcast legenda, kje si jem že? Evo me, 50 Abraham, sem 50. res. 50. Ja, lepa. Ja, veš, da ko smo začeli podcast delati, nikoli nismo imeli neke predstave, bomo probali enega narediti, mislim, dobro, enega, bomo samo enega, ampak tako. Zdaj, ko smo pri 50, pa malo nazaj pogledam, pa rečem, da smo nekaj pa posneli, Madonna. Ja, valjda, ja. To je kar neki debat, zdaj, če je poprečno podcast malo čez 1 uro, pa če smo 50 komadov, se pravi, to je kar neki, več 10 ur blebetanja v mikrofon, to je nekaj, ne? Valjda, ja. Zato imamo še 1-0 spredje, veš, kaj valjamo do 100 prišli, ne? Ja, to si ti začetka že rekel, ko smo dali prvi podcast, pa si ti dal 001, kaj si dal 0-1, kako že, ne? 0-0-1, ja. Sem se rekel, pa zakaj 0-0-1, se ti počasi, to bo še prav prišlo, ne? Vse pa aparatusu je že, ne? Kako imaš? 112 je tam že. 12, ja. Kaj pa pri glavah? Glave smo pa 69, tako da. Imaš več, nisem nikoli teh številk to gledal, no? Ja. Pa več jih je zato, ker več snimali glave, ali... Ne, mislim, da sem s Pižancem sam glih toliko prej začela, to je to. Ali toliko prej? Ja. Se malo pozna. Valjda, ja. Kulsko. Kaj dogaja? Nič, ja. V kino smo šli vsi, očitno. Vsi smo šli v kino. Ja. Marsovca smo šli gledati, ne? Res je. No, te bomo danes tudi govorili, pa mogoče o tem lih malo kasneje. Nazadnje smo govorili pa o skejtanju. Res je. A si prvo kaj skejtati, kar smo govorili o skejtanju? Ti vem, da nimaš feelinga, da obstajajo letni časi, zdaj odkar si v Španiji. Ja, res. Ja. Kle ni za skejtanje zdaj, nič primerno. Sem pa lih včeraj še malo. Po naselju malo skejtal 2 km na uro in se pretvarja, da znam. No, sej. Fake it till you make it, tako se temu reče. Ja, se to. Ja, valjda je. Pa moj gang so res dejansko otroci mlajši od 7 let. Pa so res full cool, ker je dejansko skejten pasivno. Wow, veš, tako, oh yeah. To je to. Tako da ja. V glavnem, ja, v 49. epizodi smo govorili z Androtom Kajzerjem, kako bi lahko rekel, Androm Kajzerjem? S Kajzerjem reč, pa je. Kajzerjem, ki je velik ljubitelj skateboardinga, hkrati tudi on zelo skate normalno snema, zelo cool spote, dali smo tudi linke noter, ko smo objavili prejšnji podcast in sedite malo to pogledati, neverjetno cool spoti, tudi neki nagrajeni oziroma zelo pohvaljeni iz različnih strani, na Vimeo so glavnem gora, ne? Ja, na Vimeo to majhva. Tako da res cool in smo se pogovarjali predvsem o skate sceni, o slovenski skate sceni v začetku 90-ih let, ko se je nekako štartalo vse skupaj, pa potem do tega, kaj se dogaja zdaj. Vmes je tudi šel film, ki ga je on, tako kot njegovi kolegi skupaj, so posneli film o slovenski skate sceni, pomagaj mi naslov povedati. Document. Tako, Document. Pismo nisem mogel videti, 24.10. je bilo. Ja, res je. Da je bilo cool, sem videl sam nekaj objave na netu, tako da upam, da ga preko slej uspem videti. Tako da ja, to smo govorili na zadnji. Zdaj pa, tokrat bo podcast malo drugačna tema, jaz fulat zamenjam teme, grem iz skejta o Marsu govoriti, veš, to je to. To je to. To nas naredi posebno. Raznolikost temu reči. Še prej pa seveda admin zadeve. Valjda, podcast podrobnosti najdete na aparatus.si, kjer je še par podcastov. Smo tudi na Facebooku pod aparatus.si, če tam posrčate, nas najdete. Drugače imamo tudi zdaj ta Twitter profil, ki ga fura naš SS, sužen strokovnjak. Nisi zdaj časi za te... Ja, to je treba samo nalagati. Nalagati je treba te hišo kart. Da noš ti kje na Slovenijo leto. Pa ne bom nič če rekel. Ja, to je to. Afna, kako je, podrobnosti počrtaj si, ne? Tam sužen strokovnjak dela stvari. To je pa, ja, pa v iTunesih smo, ne? Tako da tam nam dajte še kakšno oceno, ki v bistvu dosti pridno dajete, tako da hvala sem, ti dejansko pomaga. No, pač. Sem šel včeraj pogledat, pa grem zelo pogosto, v bistvu nisem šel že zelo dolgo že na net pogledat, na iTunes pogledat, kaj dogaja, in lik odprem in tako spodaj what's hot,
pa so bili aparatus, glave pa podrobnosti skupaj. Ja, te algoritmi, ki na vsakega sajta nas je kar malo prglo. Ja, itak, ja. Danes bomo govorili o filmu Marsovca. Zdaj film, ki je bil v kinu v zadnjem, oziroma verjetno je šel v kino, ampak je zdaj bil ta film v zadnjem mesecu zelo, rekel, najbolj se o njem govorilo, tako se mi je zdelo. No. In vedno, ko gremo v filmih, so da z nami tudi Matevž Luzer, režiser. Na zadnje sta me oba Orange bombardirala, ko sem sedini hvalo Interstellar, videla sta dva proti, bomo videli, kaj bo danes. Ne. Ja, jaz bi to sam kvalificiral, da Luzer je bil full proti, jaz sem bil nekje na sredini, to še zmeraj trdim. Ne. Aha, tako. Bolj proti Luzerju, to je pa to res. Tako smo tudi občutek, da sta pa videla proti meni. Ampak ja, no, smo spojili vse, kar se tiče introta. Res je. Okay. Pa neč, pa daj prstam na gumbe, pa štarte zadevo. Ok, Matevž, kje si stari? Ja, v Zagorju, doma, na kompjuterju. Lep pozdrav. Kaj noga v Zagorju? Ja, kaj skejtaš? Ja, kje skejtam? Moja skejt... A ti si daj skejtal? Ja, jaz sem skejtal. Ja, moja skejt karijera se je končala pri mojih 10 letih. Ok. Ker sem v bistvu par let že imel skejt in potem sem... razbil si sprednje zobe. Pri 10 letih. Ja, disaster. Razbil prav zaradi skejtanja, to hočem reči. No. Prav skejtan sem padel kresno po betonu, zobe so šli... Drek na sprednje 2 zoba. In takrat naprej nisi več tako skejtal? Ne, takrat sem zaključil svojo kariero skejta. Hitro bupaš, stari. Ja, sam zobe je zgubil. Ti mevža. Ja. Ti mevža, ti. Še 3 leta sem hodil mimo tistega betona, ker sem 2 črte od svojih zob videl. Neugodno. Ja. Tako da moram prav paziti, ko se smo te hecam po skejtam. Ampak grem dejansko res zelo počasi. Ampak še vedno bolj hitro kot Anže, ki gre nič kilometrov na uro. Ja, to je res. Ja. Oba dva sta hitrejša po tej logiki. Ta pravi pusi si ti. To je res, to se strinjam. Ok, samo da priznaš. Ja, lej, mirno. Da je človek gležen za megno. To je res. Ja, sem veš. Svoj del. Pa oba kolena vam že šraufana, tako da vreda je. No. Jaz mislim, da ni treba nič več dokazovati. Okay? Si fajter. V glavnem, ja, film sta pa videla, mislim, smo vsi videli. No, ja, pa kdaj sta videla gledati, prekoliko časa? Že ti si par dni pred mano gledal? Ja, res je. Teden mogoče, ne? Ja. Jaz sem ga v soboto. Aha, jaz tudi, zdaj sem ga isto v soboto. Ja, tako je. Jaz pa 2 dni za vama. Tako da so vtisi še dosti sveži. No. Za začetek, ne vem sploh, kje ne začnemo. Veš. Če bom zdaj rekel, vam bil film všeč, ja, ne lahko kar zaključimo podcast. Ja, v bistvu začnemo Interstellar Gravity. Aha. Ja, lahko tako začnemo. Ja. Ta se meni zdi slaba. Ja. Okay. Nadaljujem. Nadaljujem. Ja, kam bi ga dal, no, če omeniš za Interstellar pa Gravity, recimo ta 2 filma? Kam bi tega uvrstil? S tem, ker Matt Damon je dokazal, da je mogel po Interstellar še popraviti svojo vlogo astronauta in se odločil, da... Sem vedel, da boš to nekaj. In predstavljaš Marsovca. Mislim, za mene je bil zelo fun movie, no? V bistvu, zelo sem užival, ko sem ga gledal. Jaz sem bil v kino, sem bil v Zagrebu in je bila polna kinodvorana potem, ker ga že en mesec vrtijo. In je prav uživancija. No? Se vidi, da je zelo dobra v bistvu literarna predloga in zelo dober scenarij. In v bistvu sem res užival. No? V bistvu me je presenetil, koliko znanstven je film, pa humoren, pa hkrati folk, kar hod gleda. Tako da imam še upanje za kino. No?
Ja, jaz imam zdaj malo drugačne izkušnje. Jaz sem šel gledati tudi v Sevilji. Moram priznati sicer, da je bil mali kino, ker je pač v Španiji zelo težko, oziroma sem večja mesta imajo ta kino, kjer imaš original voice, ali bi rekel temu, veš, kaj mislim, da pač ne govorijo špansko, da ni vse v španščini, tako da v bistvu greš gledati angleški film z španskimi podnapisi in to ima ponovadi v zelo malih, takih bolj šitih kinih. In v Barceloni je bil v enem kinu, ki je zelo star, zdaj sploh v Sevilji, tu je pa še manjši, mislim, da je mogoče na 5-6 kinodvoran, pa to zelo malo. Sem pa prvič v bistvu videl, prvič v kinodvorani, kar je bilo za mene zelo moteče, smo šli skupaj z ženo, ni je bilo še bolj kot meni, da je bilo v bistvu, a veš kinodvorane ponovadi, ko imajo recimo zadnji sedež je najvišje, mislim, prvi pa zadnji sedež imata, ne vem, višinsko razliko 1 meter ali pa 2 v kinodvorani. Tu je pa kontra. To je bil pa v bistvu prva vrsta najvišje, pa zadnja vrsta najnižje. A ste to že videli, da je v kinu sploh? Ne, prvi. A veš, kaj mislim? Sicer so bili stoli zelo visoki, da si lahko glavo nazaj naslovno, ampak vseeno v bistvu si film gor gledal. Kaj si imel platno? Platno je bilo pa še više. Še više gor, ja. Ampak ne, da so bili neki posebni efekti ali pa nekaj. Jaz sem začel tako na začetku pizdic, rekel, tako je pretiho je. Tako sem zdel, da je bilo malo pretiho, ker imam rad, ko je kino, da je nezemno, da zvočniki pokajo, ampak da je dejansko dosti glasno, sploh da bi gledal nek sci-fi film, da imam občutek, da res letiš v ladji ali pa nekaj. Ne? Tako da to bi bilo moteče, ampak ja, gor je bilo. Čak, to je tako, kot če bi v klasični dvorani dal nad zadnji sedež platno. Ja, s tem je bila dvorana malo manjša. Dvorana je bila tako ene mogoče pa zaradi 20 vrst, pa recimo v eni vrsti po 10 sedežev. To ni bilo neki ful, ne. Ampak vseeno, ja, tako je šlo prav tako malo je šlo gor. Ne zdaj, da si gledal ful v zrak, nekam pod kotom, ne vem, 45 stopinj pa nekaj. Ampak to, da si mogel imeti glavo malo gor, ne. In sem samo to vprašal, če ste vi, da to videli, ker mi je bilo prvič, mi zdaj malo čudno. Ne, ampak tako, kot govoriš, v bistvu, tako se mi zdi, da je v bistvu zaradi tega, ker je tako majhen prostor, da so pač imam tudi dejansko, mislim, da je bila, sama stavba je fejs stara in so zdaj sicer, ja, noter vidiš, so novi sedeži, novi zvočniki, nov platno, tako naprej, je moderno, ne, ampak je pa grajeno v tistem, kar pač imajo, veš. Ja, možno da je to zaradi tega, ker je to, ker v bistvu vsaka kinodvorana mora gledati to, koliko ima veliko platno. V bistvu ima tudi oddaljenost projektorja od tega platna. In pol v bistvu so zaradi kakšnih teh računic v bistvu tako naredili. Ne? Ja, res čudno. To nisem še videl. Ja, jaz tudi ne. To je bilo, bom rekel, kar malo moteče. No. Sicer vmes med filmom sem se čez zgubil, pa tako gledaš, ne, ampak tako se prvič sedeš, pa ono, ko gledaš tiste reklame, pa tiste pred filmom, te pravimo, tako si smo malo čudno, da te gr gledamo. Ampak ja, no, jaz sem pa lih preden, da sem gledal kino, mislim, da sem dan pa 2 prej lih nehal poslušati audiobook, The Martian. Sem rekel, bom tokrat malo drugačno naredil, pa prvo poslušal audiobook, ki se zelo redko poslušam. Mi je bilo sicer zelo všeč, zelo zanimivo, 10 ur je dolga, pa kar hitro sem je požrl, tako v enem tednu, pač kolikor se na treninge vozim, pa to takrat poslušam, avto si preklopim, pa poslušam. In me prav zanimalo, kako bojo uspeli ujeti, recimo, veš, kaj ponavadi se ful razlikuje od knjige, včasih pa nič, mislim, zelo malo. Ja. Super, pa tudi te razne like znotraj tega so mi ujeli nekako, to, kako sem si sam predstavljal. Zgodba je sicer bila malo simplified, malo poenostavljena, ne, kar more biti, ker verjetno tiste, ko si sam rekel, ne, sama knjiga je bilo dobro napisana in tudi je zelo znanstvena sama knjiga. Vmes, ko posnem. A vi ste brali knjigo, slučajno? Ne, jaz nisem. Jaz sem knjigo že v bistvu tako 3 leta na Kindlu, 1 leto imam pa audiobook na Audible, pa nič od tega nisem poslušal. Pa tudi razlog je zaradi tega, ker sem slišal, da bo film, pa sem bil skozi tem precepu, ali berem, oziroma poslušam prej, ali ne. V bistvu in sem se odločil, da bom najprej film pogledal, pa bom zdaj v bistvu prebral. Ja, v knjigi je zelo veliko bolj detaljno je opisano, ko on se tiste eksperimente, pač ko se proba nekako ustvariti, kako bo vodo izvlekel ven iz določenih snovi, kako bo rastline, da bo raslo, oziroma tisti krompir na Marsu, kako bo on cigareti je zrihto. In to gre res v take detajle, ko omenjaš neke take kemijske elemente, pa vse to, da ko poslušaš, če bi bral, je malo drugače, se mi zdi, ko sem poslušal, pa dejansko si na cesti, pa avto voziš, da kar malo zgubi znotraj tega, sam čakaš, če te povej, a boš dobil vodo ven z tega, ali ne.
Mislim, jaz imam načeloma tudi probleme v bistvu s audio knjigami, kadar se gre za fiction, v bistvu neko zgodbo. Če pa non-fiction, pa lahko poslušam, tako da te čišteka. Jaz sem se tu malo zgubil, oziroma nisem s tem obremenjeval, ker sem vedel, da to ni bistvo knjige. Zdaj, ne. Se ne rabiš biti nek znanstvenik, kemijski znanstvenik, znanstvenik kemije, da bi zdaj lahko razumel to knjigo. Ne. Drugače pa film zelo in tak, rekel, zabaven, entertaining, na momente smešen, na momente malo ne morem rekel, da sem joko, ampak tako malo hollywoodsko te stisne, ker pač se uživiš. Ni pa bil na nivoju Interstellarja, prosim vaju oba. To jaz sploh ne morem, jaz nimam kle sinaps za te pogovor. Jaz se popolnoma strinjam, da ni na nivoju Interstellarja. Slab ni bil. Ne? Ja, ker slab res ni, ne. Izvoli. Ne, jaz sam, zdaj tako, lahko gremo vsaj malce štorijo, ne, a zdaj spoilerji ali ne, zdaj moramo povedati, da zdaj bomo začeli spoilerji. Full out spoiler, tisti, ki še niste gledali. Ja, raj ne gledati, no. Ne poslušajte, gledajte, ne poslušajte, ja. Tisti, ki ste pa gledali, pa uživite, ne. Ja, ne, drugač, meni je zelo fajn, pač jaz ne vem, kako je to v knjigi izpeljan, no. Ampak meni, kar je pri tem filmu všeč, je že tako, kako se začne, ker je pač vse, kar moraš vedeti, pokazan v približno 3 minutah, ne, je v bistvu prikazan vse tisto, kar bi v kakšnem drugem filmu trajalo pol ure. Ne. Zanimivo, meni pa to mogoče malo ni bilo všeč. No. Ta del. Meni se pa zdi, da ti si na začetku, tisti vihar, pa ti si odhod te njegove ekipe, Marsa, bil zelo hiter narejen. Sem upal, da bo tu mogoče malo več. Ne. Mene pa glih to hodo, ker pač to smo že 17-krat videli, ne. Veš, težave na planetu in rešimo se, ne vem kaj. Tle pa tako točno vidiš, da je Chastain je commander, ti grejo, modela zadane satelitski krožnik, dobesedno, ga zadane, pade, mislijo, da je mrtev, grejo, on se pol zbudi. Ne. Tako res, mene je cool, da so zdaj neki filmi uletavajo, ki so malo skenslali ta prvih 15 minut, ki se ponovadi že počasi leče, no, iskren. Izvolim, kar pojem, se ne bom pozabil. Jaz sem bil v bistvu tudi zelo navdušen nad to osnovno ekspozicijo na začetku, ker dejansko res je 5 minut vse skupaj, preden se to zgodi. Pa tudi zelo sem bil navdušen nad koncem, v bistvu, ne? Tudi, ki je šel na nek način kontra ameriškem koncu, ne? V bistvu, ki se to zgodi se itak imamo spoilerje, tako da ga rešiče na koncu. Mi gremo naprej po svoji začrtani poti, tako da ti kar govori. Ja. V bistvu je tako, da na koncu v bistvu bi pričakoval nek ta cheesy ending, Spielberg-like, ko oni pridejo nazaj, ali pa tako, kot je recimo v Interstellarju, tak konc. Tlega pa ni, tle pa dejansko, ko ga rešijo, je cut in skočimo v času naprej. V bistvu mi je tako zelo navdušen. A veš, da v knjigi... Moramo veriti, da začetek in konec sta bila žrtva montaža. Ne? Film je dolg, skoraj je 144 minut. A veš, da sploh nisem gledal na uro in zdaj si mi prvič povedal, koliko je dolg, ker mi je v bistvu hitro minilo in tudi nisem niti vedel, koliko je sploh dolg. A to, da je čez 2 uri? 2 uri pa pol skoraj. Hotel sem to reči, da v bistvu zadnji del, ko se ga zdaj omenil, ko je bil v bistvu narejen njega, on pač pride gor na to ladjo na koncu, se pač uspe nekako rešiti, da potem naredi tak cut in potem v bistvu kaže tisti del, ko je že on na zemlji. V bistvu tistega sploh ni v knjigi, ja, veš. V bistvu knjiga se konča tam, ko on pride gor na ladjo in to je konc. Ja, to je super. A veš, to je pol znam dodano. Za film je to premalo, v bistvu. No? A veš, v knjigi to živiš, za film pa rab neki izdih. Ampak me veseli v bistvu, da niso šli te neko klasično klišejsko pot, oni pristanijo na zemlji, da se vrata, prileti familija. Mislim, tako je bilo včasih pri teh filmih, kjer je bil v bistvu Robinson Crusoe na nekem otoku ali pa tudi na nekje pač. To se kar spomnim na, kaj je že bil film, ko je bil ta Aerosmith komad. Don't wanna close my eyes. Okay. Škoda, ker nimamo intro v podrobnostih. Armagedon je bil, Armagedon. Da nimamo tega
tega stran isto, no, ki je v Armagedonu. No. Prav to je The Martian pokazano. Ja, ampak recimo... Izjemno zabaven film. Mislim, to je zelo. In skozi se mi zdi, da ni niti v enem delu filma, ni, da bi recimo da ni... veš, kaj ni film, ima tisti ups and downs, ne? In pa v bistvu vmes, pa gre počasi, pa ni nekega dogajanja, pa pol spet nekaj ful. Recimo v tem filmu se skozi nekaj dogaja. Ne? Vsaka scena je po svoje zanimiva, ker ima neko povezavo z naslednjo stvarjo, ki se skozi odvija, ker dejansko skozi iščejo rešitve, kako bi tega človeka spravili z Marsa. Ne? In je v bistvu res na začetku je on sam. Moraš vedeti, da na začetku sam. Je, da on išče rešitve, kako preživeti. In na začetku Zemlja sploh ne ve, da je on preživel. Mislim, meni je predvsem... To je prva ura filma. V bistvu prva ura se nič ne ve. Ja. Jaz sem prva ura, v bistvu tako po eni uri, sem začutil tisto, zdaj pa nekam bi bilo treba iti naprej, ne? In po tej prvi uri, ko se je začelo odvijati naprej, cela zgodba, pa sploh nisem opazil, kdaj je film prišel do 140 minute. Mislim, to je letel. Koliko lahko ti zanimivo narediš film s tem, da imaš skoraj večinoma filma en karakter, ki se sam s sabo pogovarja. Mislim, to je zelo velik dosežek. No. Ja, pa da ne izpade weird, ne. Tako na nobeni točki ne pomisliš, ale taj pa sam, pa se sam s sabo pogovarja. Ne. To tudi meni bilo dosti impresivno. Mislim, to in pa kako je zapakiran, ker se vse dogaja na ful dolgi časovni premici. Zato ene stvari, ker to ni tako par tednov, ne, v bistvu, ampak pač ful traja. Ne, in da pač to nekako prekažeš, sploh v filmu. Ja, ampak tako, sploh da to lahko v filmu prikažeš, kjer se lokacija ne menja baš, ne, ker je model ujet v tiste 4 šotorčke, ne, na Marsu, ne. To se je tudi meni zdelo, tako sem v bistvu to že kar malo vmes razmišljal, to bi meni mogli biti že malo na jetra, pa mi ni šlo, ne. Jaz sem pa tudi malo pogrešal, ko so recimo enkrat na en točki filmov je bilo, ko je recimo, ne spomnim točno, katera je nehala, katera scena, pa je pa naenkrat pisalo 7 mesecev kasneje, ne. A veš? In sem v bistvu malo lih pogrešal, da bi tu mogoče vmes bil en del filma, ki bi mogoče malo prikazoval vse eno, a veš, mogoče z neko, ne vem, Matevž, kako ne to razložim, z neko muziko v zadju, recimo, kako se dnevi ponavljajo, kako v bistvu kako se dolgočasi. Tu sem malo pogrešal, pa ne, da bi zdaj moglo to trajati 20 minut, ampak tako v 30 sekundah, v 1 minuti, da malo pokaže, ker v bistvu v knjigi to veliko bolj doživiš, no, ker v bistvu več dni, veš, konec, ko recimo dan, oziroma sol, tisti, sol 20, sol 200, sol 250, v knjigi je veliko več tega in res dobiš občutek, da se to zelo vleče iz čas gor, ne. V filmu pa se mi zdi, da naenkrat pač verjetno tudi zaradi časovne omejitve nekako, oziroma omejitve pač, ker pač film je film, ne, malo skrajšajo in potem krečejo 7 mesecev kasneje, ampak jaz sem pa to hočem pogledati, da sem pogrešal ta občutek, da bi to res bilo 7 mesecev kasneje. Se mi zdelo, kot da bi to mogoče pa bilo jutr, a veš, to me je malo zmotilo. No. Dobro, 7 mesecev, ne. Je bilo 7 mesecev kasneje pisalo na eni točki, prav tako napiše 7 mesecev. Prav 200, čakaj, ni 200, sem je res, se to je to. A veš, takrat so preskočili so, ko je on pač vse se začel pripravljati, da bo šel na tisto dolgo pot in potem 7 mesecev kasneje, ko je on že na poti na tisto točko B, oziroma tisti, ki se rekli MEV, ali kaj je že, AMV, ali kaj je že, se ne vem. Gre s tem svojim roverčkom, kako bo refilat. Ja, tako, ja. V bistvu, Bog je tako si rekel, da kako se je on dolgočasno, več stvari. Ena stvar je, če bi to zdaj neki čas tekel, v bistvu, ko imaš te neke montažne sekvence z neko muziko, to je nekaj tak klišej, v bistvu. Danes gledalci nekako že toliko zrastu, da tega noče videti. V bistvu, veš, kaj je tak čisti kliše. Po drugi strani pa bi rekel, da je to hotel v bistvu nekako zajet noter v zgodbi, to, ko je on ta disko muziko poslušal. Ne? Veš, ko mi je šla na živce, ki je komentiral, v bistvu, če tako opazil, takrat, ki je komentiral, v bistvu si dobil ta občutek tega, da on nima nobene druge muzike za poslušati kot disko muziko. Ne? Ja. In tega, ta repeticija tam. Je pa res, da tudi film, kar je rekel Spielberg, je rekel, da film je, če življenju zrežeš ven dolgočasne dele, pa rata film. Ja, prav.
Sam sem pa bil to isto že v knjigi, ko sem pač knjigo poslušal. Mi je bilo malo čudno to, da samo disko muzika, v smislu pismo, šli ste na potovanje na Mars, pa bi vzel celo svetovno muziko s sabo, se te neč se tam dve teže, pa neč, veš, pa daš pa naložiš muziko in ne. In mi je bilo tako malo mi je bilo absurdno po svoje, da so bili v bistvu 6 ljudi gre na Mars pa nazaj in vse, kar imajo s sabo, je pač ena tista od te ekipe, ena astronautka vzela s sabo pač, ne vem, toliko 1000, pa 100 komadov disko muzike. A pa recimo, zato so oni vsi. No, je pa res, da so oni samo šli, da so imeli svojo sondo, mislim, svojo vesoljsko postajo, tisti Hermes, kakorkoli že, ki je v bistvu krožil okoli Marsa, medtem ko so šli oni dole. Tako da lahko rečeš, se je bilo gor, oni so šli samo za en mesec, so imeli plan, da grejo na Mars in potem se spet dvignejo gor nazaj v to večjo vesoljsko postajo in potem z njo grejo domov. Tako da razumem, to šteka. Počem to, S tem, da moraš vedeti, da tudi, v bistvu nekdo, ki piše neko zgodbo, z manj fajn korist, da imaš limited resources. In v bistvu z tega on gradi s tem disko muziko zelo dobra komika. A ni to šokantno, da je Ridley Scott film, pa da je smešen? Glede na njegove... Mislim, da je Ridley Scott film in v zadnjih časih, da je to dober film. Dobar, to je največji šok, ampak mislim, da še večji je to, da je dejansko ful enega humorja noter. Ta knjiga mora biti dokaj epska, no? Samo je, zato ker je tudi v knjigi točno tak lik, ko ga pol pač ta Matt Damon igra. Se pravi, tak zelo sarkastičen, smešen, tudi ko je sam na Marsu nekako to jemlje kot... bi rekel, pač tak klik, kot ga vidiš, veš, tako zelo, ne bom rekel, da lahko to jemlje, ampak jemlje vse za tem, če bom pač umrl, evo jebi ga, gremo dalje, veš, ampak to je pač tak klika, in tak je, veš, to je pač ta oseba, ki je v tej knjigi in tako da hočem reči, da ne gre tu zasluge samo Ridley Scottu, to je dejansko tak klik, ki se ga pač tudi tako potem dejstvo je, da je zgodba to kompaktna, čist roka na srce, da marsikateri direktor, mislim, režiser, ko Ridley Scott bi to isto naredil dober film. Mislim, veliko lažji, tako. Mislim, ni tle noter nekih velikih nescenarističnih ali pa lukenj, ali pa da bi imeli slabe igralce. Mislim, Matt Damon je vrhunsko odigra vlogo in mislim prav tako, če bi pomislil, koga vzeti za glavno vlogo, mislim, Matt Damon je definitivno delč na prvem mestu. Čeprav tako, dobro si rekel, recimo, vsi ti igralci, vsak po svoje, v bistvu se mi zdi, da je nekako da je fajn odigral. Doben ta lik, bom rekel, da mi ni nekako narobe, da mi ni razočaral, da mi ni prišel. Vsak je svoje funkcije, mislim. Vsak je odigral v redu. Ni dobenega, da bi rekel, ta pa mi nekako ni sedel, ta ni. Tako sem rekel, vsak, ko sem se nekako predstavljal iz knjige, je potem tudi tak bil v filmu. Edino enega igralca nisem poznal, tega, kaj je bil astronauta Beck, tega nisem nikoli previdel, če bi jaz pa poznal imena teh igralcev. Ostali so nekako bili znani. Ja, pa je tudi tu že bil v parih zadevah. Punca ali kaj? Ne, tisti, ko je pol na koncu bil, na koncu ko sta bila, sta bila pa otroka skupaj na koncu. Ste radili, te primerjave, ste še šel za... Ne, pač za vse ostale druge filme, gledate science fiction, vesoljske filme, kaj dejansko drži, kaj ne drži, ko govorimo o science versus fiction, se pravi, kaj dejansko bi bilo možno, kaj ne. Recimo, najbolj zanimivo se mi zdelo, recimo, to, da se pravi ta Mark Watney, oziroma Matt Damon pač ostane na Marsu, zaradi tega, ker pride do njihove baze ogromen vihar, ogromen veter, neurje in oni morajo takoj skenslati misijo, iti na ladjo, medtem njega zadane ta satelitska antena, ki pade oziroma ki veter odnese in on ostane, misli, da je mrtev in tako naprej bavila. Zanimivo pa je to, da v bistvu, to je v bistvu bistvo zgodbe, se pravi, pride neurje, njega to podre, on tam preživi, kakorkoli. Ja, to je ta trigger. To je ta trigger, ja. Ampak na Marsu to sploh ni možno, to se šel gledati, a veš. Se pravi, na Marsu takega močnega vetra, tak močen veter sploh ne obstaja, Zato, ker Marsova atmosfera je 6000 v primerjavi z Zemljo. Skušam to prevesti, ampak če v angleščini preberem, se verjamem, da večina poslušalcev zna angleško,
piše, on the surface of planet, the Martian atmosphere is only about To je res, ja. 1,000 as dense as Earth. There is just no mass. A ne? Se pravi, da ni take gostote. In piše, the problem is that kind of weather, that kind of wind could never happen on Mars. Ne? Se pravi, v bistvu, tu so že hvalili. Ampak jaz sem pa bral recimo stvari od Marsa, ker sem v zadnjem letu nekaj delal, ki je bilo povezano z Marsom. In je v bistvu, imaš pa na Marsu, isto sem prebral, da imaš večletna neurja puščavska. Ja, to sem tudi jaz, ja, da so neki stormi, ki se ne nehajo, ne? Ker se ne nehajo, ja. V bistvu spet to, če gledamo zdaj, kar je bil trigger za zgodbo, to pomeni, da ta storm ne bi mogel takoj zdaj nastati, ne, da oni ne bi vedeli za njega, ampak nekako hecno mi je, ker v Marsu je toliko nekih faktov, ki so na nek način grejo en proti drugim, ne. Eni pravijo, ni nobene atmosfere, drugi pravijo, da so te neurja. Pa so posnetki Marsa, kjer vidiš ta neurja. Ne. Tako da mislim, Mars kot planet je v bistvu toliko še neraziskan, pa toliko, mislim, en mesec nazaj je NASA prvič javno objavila, da je voda na Marsu. Ja. Se je pa 20 let govorilo o tem, da je voda na Marsu, pa noben ni javno to potrdil. No. In je tako v bistvu v Marsu, kakorkoli obrne, se imamo mi zelo veliko za naučiti še. Ogromno, ne. Tudi to mi je bilo recimo zanimivo. Zadnjič sem slučajno poslušal ta podcast Star Talk od Neila deGrasse Tysona, ki je tudi govoril. Ko imajo te Cosmic Queries, ne, če poznata, pa če ima ta oddaja, ko folk sprašuje in odgovarja in tako naprej, in je ful zanimivo in je bilo neko vprašanje v Marsu, pa tudi zelo taka jasna stvar, normalno, halo, ne, ampak jaz, ko te razmišljaš, ne veš, ne, recimo, da pač na Marsu, ker ni mikrobov, ne, v zemlji in tako naprej, ti karkoli odvržeš, nič ne razpada, a veš. Se pravi, če bi ti odvrgel, ne vem, banano ali pa jabolko ali pa nekaj, pa je pustil tam 1000 let, bi prišel nazaj, bi še vedno tam bila normalno izsušena, tako, ker bi atmosfera bi jo skupaj potisnila, ker je pač drugačna atmosfera, nekaj da reč povem, ampak ne bi razpadla, ne. To se mi zdelo ful zanimivo, veš, da ni tega, ne. Se pravi, ti lahko pustiš tam ne vem koliko časa stvari in to nikoli ne bi razpadlo. To je plot point, ne, tam, ki se pogovarja, ko ono bleži, ker nočijo satelitov, kaj poslati, ker bi poslali nazaj slike mrtvega astronauta. Ne. Ja. Se ta del je meni recimo všeč, ker pač premore toliko cinizma, ne, da v bistvu pol začnejo njegovo smrt že na pol izkoriščati, a ne, zato bojo denar dobili za naslednje misije. No, ta komponenta je meni cool, no, da ni vse to. To je zelo realna, mislim. Sej, ampak tako, to mi je všeč, da ni toliko amerišk. Če bi bilo čist tako fake amerišk, bi bilo, moramo ga rešiti, naredimo vse, kar lahko naredimo. Ne. V bistvu pa šele vse, kar lahko naredijo takrat, ko po nesreč zvejo, da je živ. Ne. To se mi zdelo zanimivo, ta pogovor med tem, kao, bom rekel, vodjo nase, kako že pa ta znanstvenik, ko je bil, ne, ko je rekel, nisem nor, da bom zdaj pokazal pač njegovo truplo, ne bomo dobili niti dolarje več za misijo na Marsa. Ne. Je pa on rekel, pokažimo ga, pa rečemo, da bomo šli po njega, po njegovo truplo, to nam bo dalo pa toliko več, veš. Ampak to je prav ta ameriški moment. Tako, obrni to na svoje, na svoje dobro. Ampak Amerika zmeraj, mislim, ljubi te zgodbe, tudi v newsu, v bistvu, v novicah, kjer gre ekipa vojakov ali pa kdo reševati enega človeka. Mislim, na vse zadnje je to Saving Private Ryan. Ne? Kravc, ne. Prav nevredno, da so njega že 3-krat rešvali, ne, če te gledaš. Mislim, tudi Interstellar, ne, čeprav tam jih je končno. Je štejem Interstellar, Saving Private Ryan pa zdaj, kaj pa ti šteješ, da 4. Ne, se to je, v bistvu, imel sem še idejo, da še nekje bil, ampak. Se mogoče bil, ne vem, ti verjetno bolj veš, kaj je. Jaz sem v bistvu pa druge tele znanstvene probleme v bistvu s tem filmom, no? Če smo začeli s tem malo govoriti. V bistvu, number one problem je, ne, to je film, kjer Sean Bean preživine. Ja, sem res. Pa še Lord of the Rings joke je noter, pa to je noro, ne. Ja. Zajame vse ta film, Tako da, zaradi tega je science fiction. Ne?
Ja. Mene najbolj zmotilo, v bistvu to nekako, moramo vedeti, da na Marsu je 1/3 zemeljske gravitacije. Ne? In ko smo gledali v bistvu ko gledaš Martian, sploh tega nimaš občutka, ko on hodi okrog. Ne? Nimaš tega občutka, kako v bistvu lahko on skoči kar 3-krat dalje, v bistvu, kar bi. To me je malo tako, malo me je v bistvu škoda mi je bilo, ker bi lahko marsikaj izkoristili, tudi kakšen joke naredili iz tega, ker dejansko lahko on skoči 5 metrov dalje, ali pa 6. Tudi neke gravitacije, mislim, tole, ko so delali neke simulacije gravitacije Marsove na Zemljo, imaš na Vimeo neke posnetke, Mars Gravity Simulator, kjer v bistvu je nekdo prav kaže, kaj je vse možno. In mi je tako žal, no, v bistvu, da tega ni nekak film tudi izkoristil, oziroma zgodba, ne vem, kaj je v knjigi. Ne. Ja, v knjigi... No, kar poje, no, se ni... Ne, pa druga stvar pa tudi tako, v bistvu ta igranje z 2 lunami, ne, ker Mars ima 2 lune. Mars ima tole v bistvu Phobosa pa Deimosa, so 2 lune, ne vem točno, a sta ena zraven druge, ampak lahko bi se mar... To ne vem, ampak recimo v knjigi se mi zdi zelo zanimivo, ko on potuje in se vozi v bistvu po Marsu, pa se z ene točke na drugo zelo uporablja, recimo Phobosa, ne, za navigacijo. To sem malo pogrešal v filmu, da niso tega v bistvu dal noter, ki bi se mi zdaj bi lahko tem CGI pa s tem malo pokazali te poglede, recimo. Ja, v en moment to vidimo, to luno, ampak vidimo samo eno. Ja. Ni pa zdaj to, da bi rekel, da se s tem dansko o tem govori, samo o tem ukvarja. Ja, je pa tudi res, tako kot je prej Matej že rekel, glede na to, kako je na gostov vse skupaj naštiman, sploh ta prvi del filma, ne. Jaz sklepam, da je dosti enih stvari bilo klevan vrženih. No. Ja. Mislim pa ne, v smislu po moje so bile posnete, pa se jih pol ni ponucali, ne. Tako ker se vidi, da je bila montaža, je bila klekar roštra, ne. Da so ga sploh spravili na te 2 ure 20 praktično, ne. Je v bistvu po mojem bil kar uspeh, no. Ki je mogel biti materijala dosti preveč, no. Dosti preveč. Ja, ne, ampak se mi zdi vseeno, da so zelo fajn to zgodbo, ker po svoje je, mislim, ne bo nekaj komplicirana zgodba, ampak ja, ker možeš skačeš, a veš, greš iz Zemlje, na Mars, na dogajanje v NASA, na njegov life tam, se mi zdi, da so zelo uspeli to lepo speljati, da nekaj film teče, ne, da se ne zgubiš znotraj tega, veš. Ja, in niti enkrat v momentu, v bistvu ti ni rate dolgcajt, ne. V bistvu, ne to, da se dogaja na Marsu, ker on je tako v bistvu delal vse, da preživi in sedi krompir v svojem dreku. Do tega, ker imaš neke scene znotraj v bistvu NASA in je tako, recimo, če je prav to neka struktura, lahko zelo dobro primerjaš v bistvu z Interstellar, kjer točno ta struktura ne funkcionira, ne? Ker ni ne eno, ne druga tako zanimivo, kot je recimo tukaj v Marsovcu. To mi je fascinantno. V bistvu. Veš, kaj sem te mislil vprašati, Bog je tisk knjige prebral? A ta zadeva s Kitajci, to je tudi v knjige? Je, s tem, da v bistvu ena zanimiva fora, recimo Kitajci hočejo v zameno za to, da pomagajo, a ne? V knjigi, hočejo v zameno zato, da pomagajo potem na naslednji misiji, ko je mislim, da Ares 5 ali Ares 6, ali kako že, da je zraven Kitajc, ne, gor na ladji, kar ni bil predviden strani NASA. Zato, da bi potem, da bi oni politično lahko dokazali, da so, kar se tiče vesolja, enakopravni Američanom, ker tudi oni bo imeli enega Kitajca na Marsu. Ja, ampak na koncu, pa ne vem, če ste opazili, na koncu pa se en Kitajc, potem, ko kar tisto novo postajo, mislim, novo ta let na Ares 5 ali Ares 6, čisto na hitro pokaže, da pač letajo, ne, pokaže nad posadko in vidiš znam, da je Kitajci sedijo, ne, tako da... Ja, vse to je, v bistvu na nek način je noter. V bistvu, ker jaz sem to opazil, nimam že čistito opazil, no. Kaj na Kitajc na koncu? Kaj zgubi? Ja. Ne, samo, jaz ne štekam, a to je zdaj v knjigi? Ja, je v knjigi in v filmu. Ja, v filmu nič te razlage ni, ne? Ne, se model sam pojav pač. V filmu veliko več o tem govorijo. Ne? A ja, tako. Ne vem, če nisi mogoče prekinilo. V knjigi prav Kitajci zahtevajo,
da zamenjajo za to, da dajo nas iz njihov booster, ne, se pravi. Ja, to je fora. Aha, ja, okay, oni prav hočejo, da je na naslednji misiji Kitajc noter, ne. Ali že spet potem... ta pragmatična scena, to je meni všeč, no? To mi je pa škoda, da ni v filmu, po isto, okay. Ja, veš, to so malo izognili tega, ne. Potem pa sam na koncu, ko sem rekel, tista ekipa je spet gor, ne, naslednja odprava, samo pokaže Kitajca, da je eden od tistih 6, ki sedijo noter, da je Kitajc, ne, ampak to mogoče to spregleda z lahkoto, ne, a veš, ni to, da bi opazil, ne, to se mi zdelo zanimivo. Meni je bilo tako malo sumljivo, ko sem gledal film, pa sem zagledal te Kitajce, sem rekel, spet je Hollywood mogel ubaciti noter neke Kitajce, da je dobil denar na Kitajskem, ne, ker zdaj v zadnjih 2 letih zelo veliko filmov dobil finančno injekcijo iz Kitajske, resno. Mislim, zadnji Mission Impossible je produciran izključno iz Kitajske. Ja, zato se v Šanghaju dogaja, ne, polovica filma. Ne. Ja, in tudi Terminator v bistvu je na Kitajskem izjemen hit in zaradi tega bomo naslednji Terminator je bil isto tako Schwarzeneggerjem, čeprav ni bil tako velik hit tukaj. Ne. In nekako je v bistvu Kitajska postala zelo velik player pri hollywoodskih filmih, tako da v naslednjih letih bomo zelo veliko filmov videli, kjer se bodo dogajale razne sploti s Kitajci, igralci kitajskimi, seveda v zelo pozitivni luči. Mislim, ne, jaz sem v bistvu te Kitajce bolj tako razumel, to pač se mi zdi, da klenič, lahko če bo ki prav, da je to tudi v knjigi, ne. No, pa ni, to je meni je bila ta huda fora, pač da veš postavi, čim smo v vesolju, smo pol na Zemlji vsi eno, pa oni posnetki, ki se v bistvu vsi sekirajo za tega astronauta, ne. A veš, mislim, ja, no vem, ampak to je dosti poanta, to je un Pale Blue Dot, veš, od Karla Sagana. A se, tako je bilo zmeraj, jaz v bistvu, ko sem gledal The Martian, sem se zelo spominjal na Apollo 13, v bistvu. Aha, okay. Na nek način je v bistvu isto mehaniko imel cel film noter, ker ima Apollo 13. Sam s to razliko, da je on tle na Marsu, pa sam, oni so bili pa zgubljeni v bistvu znotraj njihove sosladje. In so tudi oni iskali rešitev, čeprav v Apollo 13 je najbolj pokazan, kako so oni reševali, kako narediti to stvar s temi stvarmi, ki jih oni imajo v ladji. Tle so pa isto, kako isto njega spraviti na vesoljsko ladjo gor k drugimi, ki se vrnejo po njega. Ne. Ista mehanika, da se pravi, neki znanstveniki so mogli odkriti. Ja, to pa nisem sploh pomislil, ja, v bistvu. Ja, je zelo podoben. Pa tudi ta Danny Glover, ki igra tega črnca, je super, mislim, ta lik mali matematičarja. Ja. On je prav tako popestri cel film. Ja, tam, ki je pač v Nordski bo nekaj izračunal. Ja, pa je zelo na smart način, pa končno ni to nek geek ali pa nekaj, ampak je nek super lik. No. Mislim, taka miniaturna vloga, ki je ful popestri cel film. Ja. Mene zanima, če dejansko recimo pri nas pa pri vseh teh velikih vesoljskih agencijah, kjerkoli državi, a dejansko obstajajo ti razni nerdi, veš, ti razni učoti, Ja. ki so zaprti v pisarne, pa nekaj kalkulirajo, pa potem oni na koncu res dejansko se nekaj spomnejo in spasijo neko zadevo. A je to samo filmsko, ali to res obstaja? Veš? Celo nek Slovenc, dva sta zdaj že upokojena v penziji. En od njih je celo zaustavil ali neki enkrat launch na rakete, ki je isto neki Nekaj je najdol, ali kaj? Neki najdol v tem, ki je izračunal in je v bistvu posegal vmes. Dejansko na nek podoben način se je zgodila stvar. Tako da ni to iztrte zvitno. Ja, ne, se pravi, to mi je zanimivo, da se doskrat filmu teh vesoljskih dogaja, da povem tam iz ene najbolj zakotne pisarne na koncu hodniku, tam desno noter, kjer je WC zraven, in tam pol eno pride in pol spasi. Ja, in ta film ni bil dosti drugačen. Veš, kaj se mi zdelo zanimivo, da se recimo zdaj že kar nekaj filmov sem opazil vesoljskih, da se poslužujejo tega, da recimo te velike vesoljske postaje oziroma vesoljske ladje, kako bi temu rekel, da uporabljajo to kot del ladja, pa kot glavni del ladja, recimo to vrtečo se, a veš, ta vrteč... Kubrick. Tako naprej, ta naprej, ta vrteča, kako bi temu rekel sploh, ne vem. Ta vrteč... Kdo pa je? Ja,
Kdo pa je bil prej? To je Nordom. To je slovensk, se to spomni, teorija. Ja, ok, jaz pravim za filme, no. Fair enough. Filme pa ja. Ja. Ampak za tiste mogoče, ko niso gledali, pa vseeno poslušajo, pa se ne predstavljajo, pač za tisti tak del vesoljske ladje, ki se non-stop rotira zato, da lahko pač simulira gravitacijo, ne, v ladji. Zdaj, mislim, to dejansko, ali to potem dejansko deluje, ali kako, ali ne, ali to kdo daj sploh potrdil, ali je to samo filmsko? Matematično pa v teoriji to deluje, ne, pa v bistvu nestežnost v tem prostori. In tukaj v Marsu zelo lepo to pokaže kamera od zunaj v vesolju in ta Kate Mara je v tem notranjem obroču in prav lepo je tako v bistvu obrne. Ja, obrne na glavo, ja. Ja, tako zelo lep shot v bistvu je. In dejansko mislim, v teoriji ne bi to mogli delovati, celo NASA v bistvu. Tudi to prevzela, to teorijo. Mislim, več o tem sigurno ve Živadinov, ki je nekako po svetu svojo kariero. Ja, ker v bistvu, če gledaš, bi bilo precej, ne bom rekel nemogoče, ampak verjetno bi bilo zelo, zelo težko, zelo naporno za astronaute, recimo, da bi potovali na Mars pa nazaj, recimo potovanje poprečno, mislim, da je čak si sem to bral točno o tem, ne vem, koliko je, 4 mesece, 5 ali 6 mesecev. Ne, več. 162 dni, se pravi, ne vem, ja, 5 mesecev recimo, no. Ja, v eno smer, ne. Ja. Se pravi, 9 mesecev. ja, se pravi, v bistvu biti skozi v breztežnostnem prostoru toliko časa, veš, pa potem nekako iti skozi nekak prestanek na planetu, pa potem enkrat spet gravitacija, pa to nekako postavi na realna tla in potem spet potovati nazaj, bi to bilo precej zahtevno. No. Recimo zdaj mislim, da je en astronaut gor na vesoljski postaji okoli Zemlje 1 leto ali nekaj takega, a nekaj podaril. Ja, ker je tudi brat dvojček, v bistvu. Tako, ja. NASA dela eksperiment, da ima enega od teh identičnih dvojčkov je na Zemlji in pa na postaji, da bi lahko pol primerjali razliko. Ne. Ja, to je zanimivo, ja. Ja, meni je huda tako, brez težnosti, ne, ti nikoli ne gre nič iz sinusa, veš. To je meni najbolj, nič ne oteče, ne, glavo imaš non-stop polno, ne. Kar je sploh v lifeu, nisem pomislil, da je to lahko problem, ampak veš, nič ne gre ven, ne. Pač ti si tam in vse v glavi ostaja, ne. Veliko pametnih ljudi v vesolju. Ja. No, ampak je zanimivo, recimo, ker tudi mišice ti recimo po vsem tem času ti se čisto slabijo, ne vem, tudi skozi tmi se nekaj dogaja zaradi tega, ker ni gravitacije. Se pravi, ta potovanje na Mars nisem tako, da rečeš, zdaj pa moram biti, ne vem, na pamet, rekel, 6 mesecev v tej ladji, ampak dejansko tudi priješ tja čist zjeban, po domače rečem, tako orenka, ne. Zato je ta teorija v tem vrtenju. Tako je, tako to bo treba. Ja. Realna teorija, kjer bi v bistvu ti lahko imel nek približek gravitacije. Ja. Ja, v bistvu fizično je čisto logična stvar. Ne? Tako da vidim, da ne bi bilo uresničljiva. Je pa še drug problem, v bistvu, kar se tiče gravitacije. Je pa, ker na Marsu je tako, kot sem prej omenil, že v bistvu 1/3 zemeljske gravitacije, kar pomeni, da to tudi identično vpliva na človeka. Ne? Tako da človek na nek način na Marsu, kogarkoli obrneš, bo večji kot na Zemlji. Oziroma, če bi predstavljamo se več generacij, čisto v teoriji, neko knjigo sem bral na to temo, da bomo v bistvu tako recimo 4 generacije, ki bojo živele na Marsu, bo ta 4. generacija ekstremno višja, po mojem, v vajnem fazonu, ker gravitacija ne bo imela tazga vpliva, ki bi ga imela recimo na Zemlji. Se pravi, če prijemo z zaključka, da Anžetom sva bila rojena na Marsu. Tall whites, jo. Ja. Tall whites. In Mars bo zmagal v basketu, na teh vesoljskih prvenstvih.
To so zdaj te teorije, ki jih se da speljati ven. Ja. Ampak bilo pa zanimivo videti daleč, zdaj, če malo sanjarjem, ampak daleč v prihodnost, ne vem, 200, 300, 500 let, karkoli že, če bi dejansko kolonizirali Mars, ne. Pa če bi takrat košarka še obstajala v kakšnemkoli obliki futuristični že, da bo recimo prvenstvo, prvi imel prvenstvo, svetovno prvenstvo, potem pa zmagovalci igra še proti Marsu na koncu. Točno, Američani bi igrali proti Marsu. V bistvu bi to Američani proti Marsu, no. To je bilo v bistvu to. Ja, a pa reprezentanca sveta, ne, veš, proti, kjer je bilo 11 Američanov, pa en Kitajec, ker oni bi posodili boostera, veš. Kao morajo reprezentantov, če hočete, da vam pomagamo. Če hočete, da greste na Marš, da tekmo, en Kitajec mora biti zraven. Ok, može. Okay. Je pa v bistvu vse ta teorija terraforminga Marsa, to tudi ne zelo veliko govori ta lastnik Tesle in SpaceX-a. Ja, Elon Musk. Ja, on zelo veliko o tem govori, o terraformingu Marsa. V teoriji, ker na Marsu je največ ogljikovega dioksida, tako da v bistvu treba nekako pognati terraforming in so te teorije vse nekako. Sam pol se zgodi Star Trek, ne, to vemo, ne. Ja, kaj hočeš s tem povedati? Ja, The Genesis Device, ne. To pa boki, ki ne gledaš teh poučnih filmov znanstvenih. Ne. Prijatelj, ne. To je pa... Ne, tam se... Sem na Star Wars presegam. Ne, tam pač človeštvo razvije v bistvu en tako ogromen torpedo, ki ga vržeš na planet in ga popolnoma terraformu, pač spremeni v človeku prijazno okolje, ne. Potem ga pa seveda takoj hočejo izkoristiti za orožje, ne, ker vse uniči, ne. Ker če ga pošleš pa na planet, kjer že je življenje, tudi tuno življenje ubije, ne. Meni se je pa zdela zanimiva izjava, recimo, to se govori o kaj veš po slovensko temo, terraforming Marsa, ne. Kmetovanje, ja, prav. Obstajajo teorije, obstajajo ljudje, ki si to želijo nekako prihodnosti, pa ne zdaj v teh naših generacij zdaj, ampak recimo v tem prihodnosti daljnih, kako že. Pa sem pa v bistvu poslušal Neil deGrasse Tysona, ko v bistvu bi od njega pričakoval, da bo prvi rekel, dajmo to probati, to bo vreti. On je pa rekel, zakaj bi šli to delati, zakaj bi dali noter, se pravi, denar, znanje, vložili čas, energijo, ne vem, tehnologijo, znanost, karkoli že v to, a ne bi rajš to porabili za to, da bi popravili situacijo na Zemlji, če bi že bilo tako daleč, da bi recimo mogli nekako ustvariti življenje na Marsu, da bi se lahko potencialno človeška rasa tja preselila. Rekel, a ne bi bilo lažje popraviti situacijo na Zemlji, če bi recimo, ne vem, začela izumirati rastline, global warming, sem tja, levo, desno, ne, tako naprej. To se je malo zanimivo. Zakaj iti tja, če pa imaš vse že tu, a veš, kaj mislim, ne? Zelo jasno, zakaj iti tja, če imamo že tukaj, zato če gremo tja je bolj seksi, ker pa tle global warming, warming rihtati, ja. Na nek način je isto se dogaja z Luno, ne? Takrat so bili isto še večji neki problemi, ampak nekako ta pristanek na Luni je sprožil, po drugi strani je naredil tok in tok breakthrough v tehnologiji in znanosti in je pognal naprej, na vse zadnje pečemo svoj jajček zjutraj v teflonu, ki so ga imeli oni gor. Na nek način vsaka taka neka raziskovanja prinese toliko nekih bonitet na dolgi rok, da se splača. In po mojem, da so te krize, ki so v zadnjih letih, je pomanjkanje tega nekega tekmovanja in v bistvu nekih višjih ciljev in nekega v bistvu verovanja v neki več, kot je bilo takrat. Cel svet je gledal, kako je Neil Armstrong. Pa ne, to je prav. Zato se mi zdi prav, da take cilji obstajajo, pa da se jim sledi in da to težene naprej, normalno, to je itak. Ampak je pa zanimivo, recimo, koliko se zdaj pozavljalo na Luno. Takrat se Luno, taka borba bila za Luno, kdo bo šel na Luno, ali Luna. Pa zdaj v bistvu mislim, da že 50 let nekaj takega se doben približil Luni. Ja, zdaj sem jih danes prebral, da bojo Rusi so rekli, da gre na Luno. Jaz smo zadnjič videli, da bo Kitajci nekaj pošiljali gor. Ja, pa na eni točki bojo Indijci. Ja.
Tako pač, to tako je. Ne? Zdaj morajo pač nekdo na Luno, ker so že unim se ne da več, da pa če grejo oni, bo rekel, mi gremo pa še zmeraj lahko na Luno. Obstajajo neke te teorije v bistvu za potovanje na Mars tudi, ali pa druge planete. Zakaj je tudi Mars tako zanimiv, je v tem, da osvojitev Marsa oziroma ali pa bi na Luni je tako v bistvu, da lažje potuješ v deep space. Ne? In nekako teorija je o tem, to, ki je Buzz Aldrin omenil v svoji knjigi, ki jo priporočam, Mission to Mars. To si mi rekel, ja. Sem pogledal to, to moram nabaviti. Šel prav brati zadnjič en del tega. Ja, in je zelo zanimivo, v bistvu, kako ampak moraš vedeti, da cela knjiga je tako, njegova agenda, kako spet zagotovi Ameriki ta vesoljski program, tako ki je bil čas za Luno, da je zdaj za Mars. In nekako delno mu je to tudi uspelo. Ampak je več teorije znotraj. Ne? Ena teorija je tudi, da bi pristali na tej Marsovi Luni, pa šli šele na Mars. Ne? Da je v bistvu najprej iti na eno od teh dveh lun, ne vem, in pol iti na Mars. Kakšne so pa atmosfere tam, načeloma na Lunah? To ne vem. Očitno dosta ok, ali kva? Ja, očitno, ja, da je lažje v bistvu pristati. Ja, se to je. Wow, lepa. Da, je pa drugač, največji problem Marsa, oziroma dva problema. Prvi je tale seva. Samo dva, Matevž, samo dva. Ja? Dutel. Ja, dva. Prvo je v bistvu sevanje, ki je tako sevanje, da človek, če bi gor pristal, bi v par dneh umrl. Za Mars govoriš, kaj? Ja, za Mars govorim. Ja. To je tudi zanimiv film, kjer nikjer ni tega pojasnil. Tudi ne vem, če v knjigi v bistvu pojasnil. Ne, ampak se mi zdi, da mislim, ne spuščajo se v to. Čeprav imam feeling, da nekako bi kao naj tiste njihove obleke bile zelo zelo odporne proti sevanju. Čeprav to povem za Mars, da je zelo intenzivno sevanje, ker nima take atmosfere, nima ozona in tako naprej. Ne? In tega magnetnega polja, koliko ima Zemlja in tako naprej, in da ne odbija teh raznih žarkov. Tako da ni to enostavno, ker da bi rekel, da sem razdalja problema. Veš, imaš tudi tak par problemov, ko sploh nekako ne razmišljamo o tem. Ker pa enkrat človek že na Marsu, je pa največji problem dan, pa sol. Zakaj? A ni dosti blizu, ko pa Zemlja? Ni samo neki pol ure dlje dan na Marsu, kot na Zemlji? Eno uro dan. Eno uro. Ampak neke simulacije so bile, ne vem, vse tudi tega, ki sta imela vida kot gosta na podrobnostih, ki je bil na Angelo Vermeulen, ja. Ja, v bistvu, jaz sem bral malo stvari, da največji problem je v tem, ker je tak približek, da notranjo to človeško uro čisto obrneti neki in te spravi neke ekstremne situacije. A ta ena ura razlike, ali kaj? Ta ena ura razlike pa to, da je eno leto skoraj enkrat daljše, kot zemljsko leto. Ja, se to make sense. Ja, po drugi strani ima pa Mars isto 4-letne čase, tako kot Zemlja. Prav tista ena ura na dan, normalno, na dolgi rok se to sliši kar malo strašljivo, da se ti v bistvu podaljša dan za eno uro. Samo po drugi strani pa majster res bi ga lagano zategnil zjutraj eno uro več v posli, pa bi to noter dobu. Pa je še basket igrati. Ja. Popolno ne bi problem, ja. Tam bi bil ti itak bek, stari. Mi dva bila beka. Po 4. generaciji. Tam bi Yao Ming bil krilo. Ja, krilo. Ali pa tako, visoka trojka. Ja, šuterčina, čista šuterčina. Štirka za šutom. Ja, to, unke iz čaška vrže, veš, slepiko. Zdaj, ne vem, Matevž, koliko ti spremljaš te napovednike za naprej, recimo leto naprej, kakšni filmi se snemajo, pa kaj se govori, lahko pričakujemo v naslednjem letu mogoče spet kak dober vesoljski film, recimo zdaj je bilo kar nekaj par, bom rekel, mogoče se ne bomo predvsem strinjali, ampak je bilo vsaj za pogled, recimo Gravity je imel svoj nekako zanimivo sploh s tem, kako je bil posnet, potem dobro, Interstellar, ki je, ne bomo o tem, pa recimo Tazdeja,
pa recimo ta zdaj, bom rekel, so bili dosti taki zanimivi vesoljski filmi v dosti kratkem času. Kaj se za naprej kaj dogaja? Pa ne mislim Star Wars. Star Wars itek pogledaj za sebe. 2 meseca Star Wars. Ja, čez 2 meseca Star Wars, ja. Ja. Mislim, definitivno se bo, moramo vedeti, da do zdaj vsi filmi, ki so bili delani na temo Marsa, to se pravi Red Planet pa Mission to Mars, sta bila neuspeha. Ne? To v istem letu sta ven prišla. In The Martian je prvi film, ki je nekako prinesel box office denar, oziroma je box office hit, ki je zaslužil skupaj v Ameriki in pač po celem svetu skoraj $400 milijonov. Tako da znamo pričakovati še kakšne filme čez leto, 2 let, ki jih bo posneli. Trenutno pa jaz nimam nobenega nekega space filma na radarju, razen Star Wars. Pa Interstellar 2. To mora biti. Nikoli. Če to ne bo, pa... Nikoli. Lahko računaš edin na en remake čez 30 let. Film za pol krajši pa manj jokanja. Ampak... Celo dobro. Ne, jaz bi se predvsem bi se ustavil pri temu, da mogoče bo Prometheus 2, ne? Ja, tako da bomo videli to, no. To bi bilo fajn, čeprav enkaj malo razočaral, ne? Mal? To je film, ki je slabši kot Interstellar. Ja. Ne? Seveda, da je. To se saj v nečem se... No, saj se klej lahko skap pridemo, ne? To je... Interstellar, kako bi rekel, ta mejnik kamen, ker je lahko nekaj slabše ali pa boljše. Ja, to pomeni, da si v bistvu od 1 do 10 si na 2, ne? Pa greš v minus, ali se pa 10 malo približaš, ne? Ja. Piše, da naj bi 2017 prišel ven, no, drugi Prometheus, se še pogledati. Ja, lej. Nič točnega. Moram pa nekaj reči. Kaj praviš? Da ni noben navdušen, v bistvu na tem, da prije 2. Čeprav tu pa piše, da naj bi prišel prej ven. Piše release date, naj bi bil 4. marc 2016. Vem, Boki, nobody cares, man. Jaz bom šel gledati. Meni so vsi vesoljski dobri. Razen Star Treka, ki... To sploh ne bom. Ampak, glej, to sem rekel, moram omeniti. Sem pa, mislim, da je bil petek, se pravi par dni nazaj, no, 2 tedne nazaj. Sem pa po zelo dolgem času, mogoče pa jih 5 letih, pa 10 letih, spet gledal E.T.-ja. Sicer čisto slučajno bil je pač tu na televiziji španski, in je ta starejša hčerka moja videla reklamo za film. Ja, E.T. pozna, tako malo, ker enkrat je gledala nek odlomek oziroma 5 minut del filma, kako leta nazaj, in je, dajmo gledati E.T. in smo šli skupaj gledati zvečer, familiarno tu doma. In moram reči, da kakorkoli že E.T. gor ali pa dor, ampak po vseh teh letih, veš, še vedno, če ne druge za tam male, še vedno ful hud, veš. Kljub temu, da recimo v veliko filmu bo vedno hud, ne? E.T. bo vedno hud, zaradi tega, ker ni film o vesolju in vesoljcih, ampak zaradi tega, ker je film o družini, o dinamikah znotraj družine. In to je nekaj, kar bo vsak kadarkoli razumel. In o walkie-talkieh. Pa letiš v miksih. Ja, ampak ne, hočem reči, da recimo, ne vem, za kjero primerjava bi dal, ampak ko časih kaj gledam za hčerko, recimo, kot čisto druga generacija, pa zdaj, veš, drugačno razmišljanje, pa tak naprej, pa gledam kak starejši film, ko ga vidim, pa rečem, daj pogled, to sem izgledal časih, ko smo imali. Pa je nek 5-10 minut, pa to ni, veš, pa gledaš gledati svoje nekaj, spuži kvadratnik risanke, veš. Pa, recimo ta E.T., pa je dolg film, pa reklame vmes, ki je bil na televiziji, pa tako, pa v bistvu začer je bil pozno, pa kako ta dosti te spat, ampak le, obe od prve do zadnje minute z odprtimi očmi, vmes smejanje, jokanje, veš, pravnost na neko, ne moš vedeti, recimo, ne, film star res dejansko 30 let, pa še vedno uspe zajeti. S tem Spielberg dokazuje, da je en največjih
Darjo Careva, blockbuster filmov. Mislim, on, tako ko znam pripovedovati zgodbe, mislim, E.T. bo funkcioniral zmeraj, Riders of the Last Ark bo zmeraj, Indiana Jones prvi del bo zmeraj funkcioniral, tako kot bo tudi Žrelo, pa Jurski park, pa Schindlerjev seznam. Mislim, on je genij v tem. Ampak na koncu, če vse te filme pogledaš, ne? Če pogledate vse te filme, ki sem jih zdaj naštel, na koncu vsi filmi o družinah. Ne? Nekaj, kar njega muč. Ja, več kot očitno. Ja, in vsi te filmi zelo fajn funkcionirajo. A veš, tudi jaz, ki sem gledal zdaj tale Jurski svet, ne, Svet je, svet. Ta nov zdaj, okej. Ja, ta nov. Isto, ki ima film noter vse nastavke Spielbergovskega filma, ampak, ko sem ga gledal tako film, sem rekel, če bi Spielberg to režiral, ne bi tam bila teta, direktorica Jurskega sveta, ampak bi bil njun oče, ki sta se z mamo ločila in bi bila cela ta dimenzija. V bistvu Spielberg zmeraj uplete nekako to ločenje, ker njegova dva starša sta se ločila in nekako pri vseh teh njegovih dobrih filmih skozi to ponavlja na nek način odnos sin, oče. In tudi Indiana Jones, ker vidimo v tretjem delu, je točno to, odnos oče, sin. Ja. Je on... To nisem nikoli tako reči razmišljal, no. Zanimivo, ja. Je res, ja. Jaz sem, ta teden sem v bistvu o njem zelo veliko razmišljal, ko sem nekaj delal, pa sem gledal te njegove filme. Tako da, veš kaj jim pokaži, če otrokam tudi The Goonies. Ja, moram, ja. Čeprav se bojim, da bi se malo prestrašil, veš kaj, ker na momente malo kaj, ampak okej. To jaz pri svojih vidno, da smo mi čist preveč neki, ne rabiš se, to oni so sprocesirani na način. Kaj pa recimo Peter Pan je to kvalitetno, nekaj sem čisto pozabil, iz film, ko je bil posnet, veš, ko je bil Dustin Hoffman noter. Ja, to ni Hook. Peter Pan, to je Hook. Ja, Mislim, ta film je bil takrat, vsi ga nekako ne marajo, ampak meni je všeč, no, ker sem ga takrat gledal. Rufio! Ja, vrhunski je film. Ja, všeč, ja. Moramo v teh ludih risank malo prevekslati na te legendarne filme iz 80-ih pa 90-ih. A lahko sam za Maršna, tako kot smo za Interstellar, povemo ocene svoje, od 1 do 10. Lahko. Kdo, Luzar, začni. Kaj bi mu dal? 8? Razodaren človek. Okay. Boki? Šest cela 8. 6,8, okay. Zato, ker ima DB prebral. Ja, to so to, ja. Jaz bom rekel pa, ne, jaz bom tudi tako, 7,5, no. 8, ko mogoče mu ne bi dal, ne. Ampak kar 7,5, no. Tako bom pa rekel. Da so decimalke v igri. Ja. To se sam Boki van vadi, ja, veš. To je. Ja. Dobro, pa daš približek na 7, na zgor zakroži pa je eno. Ampak ja, ajde 7. Šel gledat film z enim friendom tudi, ampak nekako po filmu on rekel, super film, ampak jutri bom pozabil na ta film. Ne. In nekako bi se kar strinjal z njim, pa ne vem zakaj. Pa sem užival med filmom, vse super, ampak občutek imam pa, da res jutri bom pa pozabil na ta film. Ne bo tako, kot kakšen od film od Ridleya Scotta, ki so stalno. Ja, Blade Runner. Ja. Recimo. Ja. Pa Kingdom of Heaven, ki je meni vrhunski, ampak okej. Ampak Director's Cut. Ja, Director's Cut. Ja. Ne Final Cut in ne vem, kaj živo še vse. Ja, ne ta teatri. Ki je v kinih bil. Ne, ki ga je pol on naredil. Ja. Ja, ki je pol ure ali 20 minut daljši. No. Res je. Tisti film je kičasto lep. Ja, to je res. Okay, mislim, da smo jubilejno naredili z ocenami. Ne? Ja. To je noro. Ne? 50, jo. Lepa številka. Ja. Abo kakšna torta ven iz donacije, že poslana sem v Španijo, ki sem vzmenili. Ja, lahko ti mail pošljem.
Po mailu ti lahko pošljem torto iz mešalke ali pa iz mikrofona, tako sem jaz dobival. Zdaj sem dan, ja. Ne, res lepo, 50. Mislim, da vsi poslušalci morajo prek Twitterja pokijo. Ja, dajte zaželeti. Zlat torto. Digitalno emoji torta bo čisto redo, ja. Ne, res po lepo 50, je cool, no. Fine feeling, da nekaj delamo, da nekaj ustvarjamo. Meni je cool. Ti pa, Anže, 50 plus 112 aparatosov plus koliko? 69. Ti si že gor čez 200. Pa še ne par tujih gostovanj, tako da. In domačih. A sploh kaj drugega delaš v live, ko snimaš? Danes, recimo, sem bil na šihtu 8 ur, zdaj sem pa že, ne vem, danes sem montiral glave, snemo z enim Američani in danes še tole snemo. Urša te bo za vrat primila. Jaz sem samo vprašal, a še imaš Uršo? Ja, mislim, da je v fletu, upam, da je eno. Bom zdaj le preveril. Ok, cool. Admin zadeve, podcast je na aparatus.si, smo tudi na Facebooku, aparatus.si, lahko nas tudi podprete, to naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, glih kar smo iz teh sredstev kupili pižamco, mikrofon in mešalko in ga je tako testiral, da je nekaj repov, lahko dam tudi link do tega v podrobnosti, ker je dejansko pižama repu po moje po ne vem koliko cajtu in še vedno zna. Ampak ful dobro. Ful dobro. Res ful dobro. Ja, pa smo Sužen strokovnjak upravlja Twitter profil, podrobnosti počrtaj si, Matevž Žluzar je pa na Twitterju Matevž Žluzar. Boki, kje si pa ti na internetu? Boki Nagbar, Twitter. Odlično, jaz sem na Twitterju Anzeta, ne bom ti več pustil nikoli reči nič. Matevž, kaj si hotel še dodati? Jim pa jaz dal besedo. Evo, ob koncu leta pride tudi moj film ven, tako da spremljate me na Twitterju, da boste zvedeli, kje in kako ga lahko vidite. Tako, Afna Matevž Žluzar. Ali pa na internetu. Ja, no, ne, to sploh. Ja, okay. Jaz sem na Twitterju Afna ZT, to so bile 50. Jubilejne podrobnosti. Kva, 3-4 zdaj nadijo, to je to, ne? Čak sem nekaj bi še rekel. Ja. Hvala vsem, ki poslušate, sem to. To je res. 50 pa to, hvala. 50, jo, 50. Ja. Zdaj, kaj je pa tudi res tank za to dobro urco. Ja, z največjim veseljem, se kadarkoli oglasim. Ja, ne, kadarkoli bomo lej. Naslednja, ki bomo naredili, bo sigurno Star Wars. Star Wars se bo treba, ja. To je dejstvo. Ja, okay. To pa po mojem obstajajo in aparatus, in glave, in podrobnosti. Vsi bomo te. A pa naredimo neko skupno zadevo mogoče. Ja. En cross ja, podrobne glave. Podrobne glave. Ja. To je lepa. Ja. Glavi to naredi, pa objaviš na drugi strani. Ja. Važi. To bo to. Ajde. Ajde. Peace. Ajde.